Pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Pa lepo pozdravljamo svoj imenitnega gosta v naši sredi, monsinjorja doktorja Antona Stresa. Nocoj bomo predstavili veliko delo Leksikon filozofije. Nocojšnji večer pa bo se z monsinjorjem pogovarjala urednica tega velikega dela, ampak urednica tudi pri Celjski Mohojevi družbi. Dobrodošla tudi vi v naši sredi. Vam predajam besedo, vam želim pa prijeten večer. Dober večer in lepo pozdravljam tudi v imenu Celjske Mohorjeve družbe. Zelo smo veseli, da spet smemo biti tu med vami. Radi prihajamo sem in tako nekako nadaljujemo to naše prijateljstvo, druženje. Tokrat smo še posebej veseli, da smemo to veliko edinstveno delo predstaviti tudi vam. Lepo pozdravljam mojega nocojšnjega sogovornika, gospoda Stresa. Verjetno vas ni potrebno kaj bolj podrobno predstavljati, sicer ste malo bolj poznani po različnih cerkvenih funkcijah. Ob tem pomembnem delu pa vas je slovenska javnost prepoznala tudi kot izjemnega strokovnjaka za filozofijo. Ko gledamo to že po obsegu tako veliko delo, nas že ob tem prvem stiku preseneča, navdihuje. Če pomislimo, koliko dela je bilo potrebnega, da ste ga tako lepo zaokrožili in ga imamo danes pred seboj, se verjetno najprej vprašamo, kje in kako se je rojevala tista prva ideja, kako je delo nastajalo. Nekaj tega v slovenskem prostoru, nekaj tovrstnih zadev sicer imamo, ne pa tako edinstvenih, in v enem izmed njih, Janžekovičevem filozofskem leksikonu, lahko beremo, da ste že takrat, torej že nekako pred 40 leti, dali pobudo za leksikon gospodu Janžekoviču in mu tudi dali 100 gesel na razpolago, kar pomeni, da ste že dolgo nazaj gojili to idejo. Pa me za začetek zanima, kako se je potem razvijala, da ste z njo zaokrožili svoja različna dela z področja zgodovine filozofije, etike, politične filozofije in filozofije religije. Ja, hvala lepa. Tudi z moje strani naprej hvala lepa za prijazne pozdravne besede in tudi seveda jaz sem zelo vesel, da sem po nekem času spet tukaj v Gorici. To, kar me je gospa Cvetka pravkar vprašala, je sicer napisano tudi v samem uvodu, ne bi rad preveč ponavljal, ampak mogoče samo za osvežitev. Res je, ko sem se jaz leta 1972 vrnil iz Pariza, kjer sem študiral filozofijo, ravno po zaslugi zopet profesorja Janžekoviča, ker je profesor Janžekovič nagovoril takratne moje predstojnike, naj me pošljejo študirati filozofijo, da bi jaz bil lahko njegov naslednik. Takrat je pač Janžekovič že prihajal v leta, ko je moral misliti na pokoj. In ko sem se vrnil nazaj in sem začel kot mlad profesor seveda predavati, se veste, kako mlad profesor predava, tako da sam sebe ne razume. Tako učeno in tako zelo kunštno hoče biti, zelo učen, zelo strokoven, impresionirati, ker pač hoče posnemati tiste profesorje, ki jih je sam imel, kar je seveda na koncu ugotovi, da to ne gre. In seveda, ko sem tako začel predavati, so študentje debelo gledali, kaj za to pomeni, in sem jim hotel reči, no to si pa poglejte tam in tam. In tam ni bilo, to se pravi, nobene take knjige ni bilo nobenega slovarja, ki bi, takrat mislim, da že tudi Forlenderjev zgodovina filozofije ni bila prevedena v slovenščino, bila pozneje, tako da ni bilo nič, kar bi lahko študentom dal v roke. Bile so naša skripta, ki pa zopet so samo skripta, in takrat sem prišel jaz na idejo, kaj je moj profesor Janžekovič, moče ste ga mnogi ste ga gotovo poznali, je bil izjemno logičen, natančen, res tako počasi artikuliral in to je bila sama jasnost. In sem, ko vidiš Janžekoviča tako jasno, on bi pa lahko napisal recimo en tak slovar,
filozofski slovar, da bi lahko dali nekaj študentom v roke. In šel enkrat k njemu, je bil že v pokoju, stanoval je pri Frančiškanu v Ljubljani, in grem k njemu in pravim, gospod profesor, pa smo razložili situacijo, kaj če bi mi dva skupaj napisala en slovar. Bi vi nekako bolj te antično, pa srednjeveško filozofijo, tomizem in vse to, kar vi odlično poznate. Jaz bi pa mogoče še nekaj dodal iz te moderne filozofije, s katero so nas pitali v Parizu. No in je rekel, pa bi. In smo začeli. Takrat sem jaz rekel, sem že imel v žepu, ja, seznam gese, za prvo silo, tako, za začetek. In je rekel, bi. In potem sem ga počasi obiskoval, pa enkrat rekel, veste, sem mislil, da bo to lažje, pa to je zelo zahtevno, to gre počasi, to mi da več dela, kot sem mislil, da mi bo. No in potem čez nekaj časa pa pravi takole. Veste kaj, ker smo rekli, da bomo skupaj, veste kaj, ta slovar bom napisal jaz sam, on je tako zelo artikuliran, bom napisal jaz sam, vi boste pa pripravili drugo izdajo. In potem je ostalo. In potem je res leta 81, on je bil rojen 1. leta, se pravi za njegovo 80-letnico, išel leksikon filozofije. Tako mu je dal naslov. In to je bilo v glavnem, so bili to pojmi iz področja scholastične, tomistične filozofije. Tudi nekaj recimo iz drugih, ampak v glavnem težišče je bilo na scholastiki. Bilo je enih 760 pisem. No in ta knjiga je potem bila dobro sprejeta, ker istočasno, mislim, eno leto poprej, je pa profesor Vlado Sruk, ki je predaval filozofijo in predvsem marksistično na Mariborski ekonomski fakulteti, je tudi izdal eno tako knjigo, ki imela pa naslov Filozofsko izrazje in repetitorij, malo navaden naslov, in kjer je razlagal pač nekatere pojme. In pri tem je bilo. In potem seveda knjiga je malo pošla, Janžekovičeva in Mohorjeva družba je ves čas, ja, kdaj boste pripravili drugo izdajo? Pač vedeli so, da me je Janžekovič zadolžil za drugo izdajo in potem je ta druga izdaja ležala kot Damoklejev meč nad glavo vsa leta, ampak jaz sem potem imel tudi malo druga zanimanja, zanimale so me knjige pisal z neko tematiko, ker to je bolj tako težaško delo, da moraš iti od pojma do pojma, če te zanima ali pa če te ne zanima, ga moraš obdelati, medtem ko pa, če pišeš knjigo, te pa napišeš lahko tisto, kar te res zanima, drugo pa lahko pustiš ob strani. Ampak to mi je ves čas ležalo in sem ves čas čutil še to dolžnost, da sem Janžekoviču pokojnemu obljubil, 88 leta je umrl, da sem mu obljubil, da bom pripravil drugo izdajo, no in potem je pač tako naneslo, da sem leta 13 imel čas, da sem se res lahko temu izključno posvetil, ker res, zato moraš biti upokojenec. Se ti ne sme nikamor oditi, ne sme nihče čakati, ne smeš imeti drugih del. Če je treba, se lahko tudi 2 dni sediš na eni besedi, ne pa jo obračaš gor in dol in iščeš in skušaš čim bolj natančno opredeliti. Skratka, ne sme se ti nikamor oditi, moraš imeti čas, biti moraš upokojenec. V že omenjenem Janžekovičevem leksikonu ste omenili tudi Srukovo delo, pa me zanima, ima vaš leksikon še kakšnega predhodnika na Slovenskem? In kot drugo, kako bi to delo umestili v svetovnem merilu? Torej, prvi filozofski slovarček je od Aleša Ušeničnika. Veste, da je filozofska terminologija, izrazje, izrazoslovje, slovensko, filozofsko, nastajalo od leta 1860 naprej. Prej tega ni bilo, se notniki piše, da se ne spomnim vsega. Vzimo,
Tam še leta 1860 je en profesor Pajk mislil takole, da bi Slovenci, ker nimamo slovenske znanstvene terminologije, da bi Slovenci pisali literaturo v slovenščini, znanstvene razprave pa v hrvaščini. In bo to, recimo, ta še kako ilirska ideja, in potem sta ga Levec in Levstiki zelo ostro napadla. No in potem so počasi začeli ustvarjati slovensko filozofsko terminologijo, ker se so bliže prej slovenski filozofi, pač filozofi slovenskega rodu, ki pa so pisali bodisi v latinščini ali pa v nemščini. Se pravi, v slovenščini ni torej prvo tako filozofsko delo, ravno dio tega Janka Pajka, ampak tudi on je svoje glavno delo napisal v nemščini praktična filozofija. Ker šele potem, proti koncu 19. stoletja, se pojavijo prvi učbeniki ali pa prve taki sestavki v slovenščini z področja logike, tudi profesor Kovačič in ti, predvsem slovenski neosholastiki, so ustvarjali slovenski filozofski jezik. Profesor Kovačič iz Maribora, Eugen Lampe in drugi. In seveda med temi je bil zelo pomemben Aleš Ušeničnik, ki je bil tudi v okviru univerze in potem v okviru akademije, tudi član terminološke komisije, ki je torej novo terminologijo, znanstveno terminologijo. Mislim, da je prva slovenska znanstvena terminologija je šla zopet tam nekje leta 1870-80. Tako počasi se je slovenski jezik usposabljal za pisanje tudi znanstvenih in s tem tudi filozofskih tekstov. To se pravi, Ušeničnik je eden izmed glavnih oblikovalcev slovenske filozofske terminologije in zato je potem tudi on napisal en filozofski slovar ali pa slovarček, ki ima mogoče, jaz ne vem, mogoče 100 ali pa mogoče 150 izrazov, predvsem z področja zopet scholastične filozofije, kjer v glavnem prevaja latinske izraze v slovenščino in jih na kratko, zelo na kratko razloži. On je potem ta svoj slovarček dopolnjeval in zadnja izdaja je v okviru njegovih izbranih spisov, ki je šla tik pred drugo svetovno vojno, se poznate tisto njegovo zbirko 10 knjig in tam mislim, da v 10. zvezku na koncu je tudi znotraj ene knjige še njegov filozofski slovar. To je bilo edino, kar je obstajalo pred Sulkom in Ježekovičem. Kaj pa torej to delo pomeni v evropskem merilu, svetovnem? Težko primerjam. Pač vem, da v Sloveniji, glede na število bralcev, na število tistih, ki bodo to vzeli v roke, ne moramo pričakovati, da bo vsakih 5 let išel nov slovar. V drugih jezikih to izhaja. Vse gotovo poznate v italijanščini, imate ogromno tega, tudi francoščine, angliščine, ne govorim, nemščine, od slovarjev, ki imajo po 12, po 15 večjih zvezkov, kot je to, pa do čisto drobnih, zelo kratkih, namenjenih za tisto najbolj osnovno formacijo. Tukaj sem skušal združiti oboje. To se pravi, po eni strani toliko izčrpno, po drugi strani pa zopet preprosto, tudi za tiste, ki šele vstopajo v svet filozofije. Vse veste, ko pišete neko knjigo, imate vedno pred seboj bralca, na katerega mislite. Si ga pač predstavljate, komu je knjiga namenjena. In tistega bralca, ki sem ga jaz tukaj imel pred seboj, ko sem to pisal, je predvsem nekdo, ki bere eno filozofski tekst, naleti na neko besedo, je ne pozna in gre iskat, da bi vedel, kaj to pomeni. To je lahko študent, ki stopa v filozofijo, to lahko nekdo, ki ni poklicni filozof, to ni napisano za strokovnjake.
Strokovnjaki imajo danes na voljo v angleščini, na internetu imate malo morje vseh mogočih velikih, majhnih slovarjev, internetnih slovarjev filozofije, najmanj 3, koliko jih jaz poznam v angleščini, pa še kakšne drugi, tudi v nemščini, imate tudi na internetu. Skratka, nisem hotel tekmovati z njimi, ampak sem imel pred seboj slovenskega bralca, ki tudi ni vešč tuje nemške, angleške terminologije, ki torej naleti na slovensko besedo in ki skuša torej v slovenščini, v svojem materinem jeziku stvar razumeti tako, da bo ustrezala to temo, kar res pomeni. Ko ste pravkar omenili, ste imeli za eno tako srednje vodilo, načelo pri snovanju posameznih gesel, to biti razumljiv najširšemu krogu uporabnikov, hkrati pa tudi omogočiti poglobljeno raziskovanje že izkušenim raziskovalcem. Da človek to zmore, je v ozadju ena velika ljubezen do filozofije, izreden pedagoški čut in seveda ubran jezik in slog. Odkot ta ljubezen do filozofije? To je verjetno položeno v zibelko, vedno me je to zanimalo. Je pa tudi tukaj se mi zdi, to ni poezija. Hočem reči zakaj. Zato, ker vsi poznate tisti latinski izraz, latinski pregovor, poeta nascitur, orator fit. To se pravi, človek se rodi pesnik in če se ne rodiš pesnik, ne boš nikoli postal pesnik. Lahko se še tako trudiš, pa kuješ z verze in rime, ne bo si z tega nič. Govornik, s tem hočem tudi reči, predavatelj, profesor, pa človek postane. In če človek, pač tako kot sem jaz vse življenje predava študentom, potem postopoma si izoblikuje besede, tudi vidi, recimo, kaj je sprejemljivo, kaj študenti lahko sprejmejo, kaj razumejo. In tisto, kar se mi zdi zelo pomembno po nekih določenih letih predavanja, znaš razlikovati med pomembnim pa nepomembnim. Da niso vse stvari enako pomembne in da tisto, kar je recimo za neko idejo, za neko smer, kaj je res tam odločilno in da tisto tudi študentje potem razumejo, kot rečemo v taki slovenščini, ki ni najbolj, ampak zapopadejo, to je lep izraz, ampak žal ga ne uporabljamo, da res usvojijo tisto in če potem te ključne pojme in ključne ideje usvojijo, potem pravzaprav imajo tudi ključ za razumevanje marsičesa drugega, tudi tega, kar mogoče predavatelj ne obravnava, ampak jim da sredstvo, jim da možnost, da sami razmišljajo naprej. In to je to. Slovar oziroma leksikon obsega več kot 2400 gesel, približno 190 je takih, ki samo s kazalko usmerjajo na druga gesla, vsa druga so pa polna s temeljitimi razlagami. V njih obravnavate okoli 450 filozofov, kakor sva štela, ne? Med pojmi najdemo tako stare, tradicionalne izraze, kot tudi nekaj novih, morda izpostavim mentalščino kot notranji jezik duha in mentalnosti. Skratka, ogromno informacij. Verjamem, da bi lahko vključili še več, pa se zagotovo bilo treba nekako odločiti, kaj vplesti v ta leksikon, kaj pa ne. Katera načela so vas vodila, kako ste se odločali, kaj vključiti v leksikon in kaj ne? Ja, to je najtežja odločitev. Po eni strani, kot sem že prej rekel, moramo imeti pred seboj našo slovensko stvarnost, ki je pač takšna, da nas je 2 milijona ljudi in da ne moramo si privoščiti 5 različnih slovarjev ali pa leksikonov, od zelo skromnih pa do zelo obsežnih. In pač skušamo obrati eno tako srednjo pot, ki bi zadovoljila tiste, ki šele vstopajo, pa tudi tiste, ki so že nekaj korakov naprej. In zato je izbor vedno kočljiv, kaj bi, kaj ne bi. Gotovo je, da
si pač ne želim, da bi notri bila ena beseda razložena, ki bi zavzela, četrt strani, pa je ne bi nikoli nihče potreboval, ne bi nikoli nihče iskal tega izraza. Pa so gotovo kakšne, ki so tu take. Potem po drugi strani si pa zopet želiš, da ne bi bilo pa nobene take besede, ki bi jo pa mnogi potrebovali, pa je ne bi našli. Ali pa recimo takega misleca, ki bi ga nekateri radi vedeli kaj več o njem, pa ga notri ne bi našli. In to je zdaj tisto tehtanje, kar je gotovo najtežje. No, zdaj po enem letu sem že ugotovil, da bi še kaj lahko sodilo in kot že delam eno dopolnilo. Druge izdaje verjetno ne bom dočakal, ampak bo pa vsekako že zdaj na voljo čez nekaj mesecev eno dopolnilo, eni 20 strani ali pa 30 strani, enih gesel, ki sem jih še zdaj ugotovil, ali pa so nekateri me opozorili, da manjkajo, torej so že zdaj se pač poznajo vrzeli. To je po mojem neizbežno. Če bi človek rekel, ne bom dal iz rok, dokler ne bo tip-top, popolno, potem ne bi nikoli dal iz rok. Moraš peti pogum in ponižnost, da spremeš to dejstvo, da ne bo nikoli popolno. Ampak v glavnem se mi zdi kaj hujšega, kaj kakšne večje, take neodpustljive vrzeli ni. Vsaj zaenkrat se je pokazalo, da ne. Torej, tisto, kar me tukaj vodilo, je kot še enkrat, da bi pač zadovoljil enim takim poprečnim pričakovanjem, pač pričakovanjem poprečnega bralca, da pač, ko bo bral en sodoben tekst, filozofski, da bo našel besede, ki niso običajne, ki so mogoče, ali pa imajo nekaj filozofije in specifičen pomen, da ga bo res tudi našel. Potem pa še drugo stvar treba upoštevati, da so skoraj vsi filozofski izrazi, predvsem tisti najbolj pogostni, skozi zgodovino imeli različne pomene. Ista beseda pomeni nekaj drugega pri Aristotelu, ista beseda pomeni nekaj drugega pri Kantu in podobno. In je treba potem tudi to razčleniti, se pravi, je treba tudi navesti vsaj glavne različne pomene, ki jih lahko bralec mora poznati, če bere bodi si tega ali pa drugega avtorja. Tudi to je tukaj upoštevano, zato boste pač videli, da so nekatere gesla razčlenjena, številka 1, 2, 3, 4, 5, se pravi, tu pomeni tu, tam pomeni tako. In pa še eno stvar sem navedel, kar ni običajno v slovarjih. Namreč v tem slovarju, v tem leksikonu sem citiral, navajal. Navadno se v slovarjih takih bolj priročnih ne navaja, se samo povzame. Jaz pa sem navedel in tudi z navedkom, tako da lahko nekdo gre iskat in najde tisto besedilo, ki je tukaj navedeno, se pravi z natančnim citatom, takim, da se pač niso, da se z lahkoto najde, zato da lahko tudi nekdo sam preveri. Ali pa recimo en študent, ki bo recimo delal eno tematiko, obdeloval, bo našel en kup gesel, ki so v zvezi s tem, ampak bo hkrati tudi našel v samih geslih citate, navedke avtorjev, ki jih bo lahko potem porabil za svoje osebno razmišljanje ali pa da se opre na nje, tako da bo to tudi za njega porabno. Še posebej, recimo, kaj zdaj? Če uporabljate besedo transcendentalen, ki ima čisto svojski pomen pri Kantu, jasno je, da mora biti pod tem geslom naveden tisti stavek ali pa tistih nekaj stavkov, kjer Kant tipično razloži, kaj to pomeni, v kakšnem smislu on to jemlje. In to ima potem v tem slovarju tudi pri roki, tako da mu to olajša delo. Ko prebiramo geslo drugo za drugim, hitro zaznamo, da so lepo berljiva, predvsem pa se nam po njih filozofija razkriva ne kot nekaj zateženega, vzvišenega, nedostopnega, ampak nasprotno, tako vsakdanjem privlačna.
V enem izmed gesel beremo, da filozofija ni le teoretično znanje o tem, kar je res, temveč gre tudi za praktično vedenje, naprimer za življenjsko vprašanje o sreči in smislu življenja, torej vedenja. Ne? Je filozofija res samo za strokovnjake, filozofe, ali jo lahko približamo tudi dojemanju vsakodnevnega življenja? Ja, v tem smislu je to delo malo, lahko rečem skoraj da, polemično. Polemično namreč v tem smislu do tistih, ki razumejo filozofijo kot včasih rečem, zakravžljanje možganov. To je zdaj tako malo grda slovenščina, ne? Se pravi, nekdo, ki nekaj navadno reče, kaj pa filozofija. Če me kdo hoče razjeziti, potem mi mora reči, da je filozofija neko nerazumno govoričenje. Filozofija ni to in če je filozofija kdaj prišla na tak slab glas, da je to nerazumljivo besedičenje in govoričenje brez pravega smisla, potem je to mogoče kdaj res ali pa ne. Predvsem pa pomeni, da smo izgubili čut za to, kar filozofija je in kar je izvorno bila. In ta izvorni smisel sem v tem ves čas zelo poudarjal. Ta izvorni smisel, kaj je filozofija? Ljubezen do modrosti. In kadar govorimo o modrosti, to ni izobrazba, to ni nabrana vednost, to je pamet, razumnost, preudarnost, modrost, tista pamet, o kateri pravi slovenski pregovor, da je pamet boljša kot žamet. Se pravi, ena življenjska modrost, življenjska pamet, smiselnost, iskanje smiselnosti življenja, se pravi praktična modrost. Vsi tudi prvi filozofi, tudi tisti jonski filozofi, ki so razpravljali o tem, iz česa je sestavljeno vesolje, ali iz enega elementa, ali iz dveh, ali štirih in tako naprej. Vsi ti filozofi so imeli tudi veliko modrostnih ali pa celo moralnih spoznanj in navodil za praktično življenje. Znam recimo enega Demokrita, ki je znan kot eden prvih materialistov, ki si ga lastijo, recimo materialisti. Ampak on ima čudovito etiko, on ima čudovite etična načela, ki poudarjajo, ki niso prav nič materialistična v smislu nekega grobega hedonizma, ampak poudarjajo pomen kreposti v življenju. Filozofija je bila od vsega začetka iskanje sreče, kako živeti, da bomo dosegli srečo, da bomo srečni. Srečni, ne v smislu uživaštva, ker to tako ni treba posebej razmišljati, to znaše vsak maček biti, pač uživati, ampak uživati res kot duhovno bitje, se pravi doživeti srečo, doživeti blaženost in vsa filozofija, tudi v začetku, je bila usmirjena v to praktično vednost. In še eno drugo praktično vednost. Aristotel, Platon imata že oba politično filozofijo. Platon celo dve politične filozofiji, državo in zakone. Se pravi, kako živeti ne samo kot posameznik, ampak tudi v skupnosti, da bo država kaj? Da bo država delala dobre ljudi, plemenite ljudi, srečne ljudi. To je neka ambicija, ki sodobna država nima več, takrat jo je pa še imela, oziroma so ji filozofi ta poklic, to poslanstvo pripisovali. Se pravi, filozofija nekako ni bila zamišljena kot neke vrste neko duhovičenje ali pa iskanje dlake v jajcu, ali kakokoli že to imenujemo, ne dlakocepljenje, ampak kot ukvarjanje z zelo resnimi življenjskimi vprašanji in iskanje odgovorov, ki naj ljudi osrečujejo. Zato je vsa ta filozofija bila tudi etična. Je en modern francoski zgodovinar filozofije pred kratkim umrl, Pierre Hadot, ki je znan po tem, da je napisal eno delo
z naslovom Filozofija kot duhovne vaje. Se pravi, filozofija kot tista, ki naj ljudem pomaga k malo bolj ozaveščenemu in poglobljenemu življenju. Ali pa filozofija kot terapija, kot duševna terapija, kot duševno ozdravljanje samega sebe. Skratka, vse to so ti praktični vidiki, ki torej modrost, človeško modrost zelo poudarjajo. In še ena misel je tukaj, ki jo tudi želim skozi med vrsticami poudariti. Zaupanje v človekov razum. Živimo v času, ko marsikdo reče, saj se ne da nič spoznati, se tak, eni pravijo tako, drugi govorijo drugo, vsak ima po svoje prav, vse ni važno, kaj trdiš, vse opcije so enako vredne, je več resnic, vsak ima svojo resnico, torej nima smisla, da se kakorkoli trudimo, da bi dognali, kaj je pa na koncu koncev res, kaj pa res na koncu. Filozofija je vendarle nastala iz zaupanja v človekov razum, zaradi razočaranja nad mitološkimi religijami grškega okolja. Kaj je pa res tisto, kar nas razum lahko o tem prepriča in da lahko razumno živimo in ravnamo s seboj in z drugimi ljudmi. To so pa tiste stvari, ki so vedno aktualne in ki so vse nekaj drugega, kakor nekoristno besedičenje. Akademik dr. Janko Kos je v spremnem besedilu poudaril, da v vaših razlagah prepoznava nepristranskost in objektivnost razlag. Pa me zanima, zakaj ste se odločili za to dialoško odprtost do različnih filozofskih tokov in kaj to pomeni za slovenski prostor? Je to običajno ali predstavlja svoj vrsten izziv? Ja, to so nekateri kar malo presenečeni in celo razočarani, da en načkov lahko napiše filozofski stvar. On bi moral pridige pisati, pa zgodbe Svetega pisma razlagati, pa učiti ljudi verouk, ne pa da se s filozofijo ukvarja. Krščanstvo ni nikoli se ni nikoli odpovedalo razumnosti. Od 2. stoletja naprej. V začetku mogoče Tertulijan, pa še tisto je treba razumeti kar precej v posebnem smislu, ko pravi credo quia absurdum. Se pravi, verujem, ker je absurdno. Ampak to niti ni hotel reči, ker je neumno. Hotel je reči, ker je v protislovju ali pa ker presega človeško razumnost in zato zasluži, da temu posvetim pozornost, ker če bi bilo tako razumno, kot je nam ljudem vsaka stvar razumljiva, potem pravzaprav nič posebnega, potem dejansko niti vire ne potrebujemo, se potem lahko s svojim razumom se doženemo. Se pravi, če me nekaj presega, če je nekaj više kot moj razum, šele tedaj zasluži mojo pozornost, da temu prisluhnem, ker je pa nekaj, kar je mogoče več, kakor to, kar zmorem sam. Tako da tudi tista Tertulijanov zloglasni stavek nikakor ne pomeni nekega dvoma ali pa neke odslovitve razumnosti iz naše vere. Potem pa v 2. stoletju Aleksandrinci, saj veste, Aleksandrija je v rimskem cesarstvu bila intelektualno središče. Ne več Atene, ampak Aleksandrija. In v Aleksandriji tam so tudi nastali prvi poskusi že v stari zavezi, oziroma je Filon Aleksandrijski, ko so skušali staro zavezno religijo spraviti v sklad z grško filozofijo in je Filon celo trdil, da je Platon bral Mojzesa, se pravi staro zavezo, ki pa Platon še vedno ni za staro zavezo, ampak se mu je zdelo, da je Platonova filozofija z njegova spoznanja nekako
usklajena ali pa se dajo uskladiti v harmoniji z tem, kar vsebuje svetopismo, se pravi, razumnost je ena, bodi si v veri ali v razodetju, in Bog, ki je stvarnik človeka, njegovega razuma, je tudi isti Bog, ki se je razodel skozi razodetje, skozi svetopismo, in torej med stvarnikom in tistim, ki se razodeva, ne more biti nasprotja, ne more biti protislovja. In so vse skozi verjeli, da človeški razum tudi v tistih resnicah, ki jih sicer doživlja kot višje, kot jih lahko preseže, vendarle lahko vsaj to razume, da je razumno, da ni vse razumsko. Krščanska vera je razumna, ni pa razumska. To se pravi, je nismo si mi razumsko izmislili, je pa razumna v tem smislu, da ni v nasprotju z človeškim razumom, in to smo vse skozi verjeli. Krščanstvo ni nikoli pristalo, predvsem katoliško krščanstvo, pa mislim, da tudi pravoslavno krščanstvo ni nikoli pristalo na teorijo o več resnicah ali o dveh resnicah, ki so jih že v srednjem veku zagovarjali v Parizu. V Tomaževem času je na tako imenovani artistični fakulteti, se pravi filozofski fakulteti, bi danes rekli, že učil en Siger Brabantski, ki je trdil, da obstajata dve resnici. Ena razumska, druga pa verska. In ta nauk ni bil nikoli sprejet, se pravi. Tudi če so se včasih razum in vera mečevala in poznamo vse konflikte, ki so bili v zgodovini med znanostjo in religijo, ampak vedno je pa, plus je pa to, da se vera sama ni nikoli odpovedala nalogi, da samo sebe uskladi s človeškim razumom. In zato ni nobenega protislovja in tudi nič, saj za mene osebno, nobene, kaj bi rekel, presenetljive stvari ali celo nezvestobe sebi, če kot vernik hkrati tudi razmišljam razumno in se svojemu razumu ne odpovem. Dr. Bojan Žalec je knjigi dodal recenzijo, v kateri je vaš leksikon postavil za nov filozofski mejnik in ob drugih prednostih poudaril tudi to, da to delo predstavlja pomembno spodbudo za razvijanje slovenščine kot maternega jezika na znanstvenem področju. Vemo, da še vedno obstajajo najrazličnejši pritiski, da ni samo po sebi umevno, da se slovenščina razvija tudi na znanstvenem področju, saj na nek način poskuša globalizacijska angleščina čim bolj izpodriniti, češ da slovenščina ni sposobna strokovnega, znanstvenega izrazja, terminologije, pa me zanima, zakaj se vam zdi pomembno, da slovenščina raste tudi na tem področju? Čisto preprosto, ker te možnosti so. Jaz mislim, da so zadnja desetletja, 20. stoletje, od Ušeničnika pa preko Franceta Webera, ki je bil zelo pomemben v tem pogledu, je slovenščina čisto suvereno pokazala, da ni nobenega razloga za kakršenkoli občutek manj vrednosti, da imamo vse možnosti, da se še skrite možnosti v jeziku razvijemo in da vse pojme, ki obstajajo, seveda zopet prevedemo v lepo slovenščino. Če se pa včasih treba potruditi, pa biti malo ustvarjalen. Bolj enostavno je reči, kaj jaz vem, eno angliško besedo danes, kako pa se potruditi za slovensko besedo, ampak slovenska ni prav nič slabša. Zakaj pa mora biti market, zakaj pa ne mora biti trgovina, pa mora biti terme, namesto toplice, pa ne vem kaj vse. Skratka, ko ni nobene, v čem pa je razlika med termami in toplicami? Pa so toplice čisto lepa slovenska beseda, terna mora biti pa zdaj terme. Ali pa market. In takih besed imamo veliko, ki jih čisto po nepotrebnem uporabljamo v tujkah, ko imamo za to popolnoma ustrezne in nič manj vredne izraze, včasih še celo boljše. Spremno besedilo k delu je dodal tudi dr. Robert Petkovšek in v tem besedilu
poudarja, da delo ni namenjeno le informiranju, ampak trka na refleksivno zavest uporabnika z namenom sprejemanja osebne odgovornosti pri iskanju resnice. Kaj pomeni torej to delo v razvoju filozofske misli nasploh? No, to se pravi, jaz mislim, da to delo pomeni predvsem, ali pa omogoča ljudem, ki se ukvarjajo s filozofijo, da se seznanijo, da je to zelo velik svet, da je filozofija zelo širok svet, da je tukaj zajetih zelo veliko različnih smeri razmišljanja, zelo plodnih idej, ki bi jih bilo škoda, če bi na nje pozabili. To je ena zakladnica, filozofija je zakladnica človeškega znanja in spoznanja in odkritja, bodisi iz potreb po racionalnem spoznanju ali pa iz potreb po praktičnem vedenju in ravnanju, ampak da bo to ravnanje tudi hkrati razumsko razsvetljeno in zato je dobre filozofe še vedno vredno brati. Vaš leksikon je tudi odsev sodobne filozofske misli, saj vključuje nekatere zelo aktualne pojme. Med drugim naj povem, mislim, da ni skrivnost, da je delo nastajalo do konca, ko ga je res bilo treba nekako oddati v tisk. Še vedno se je pokazala kakšna ideja, da bi kakšno gesto dodali in eno izmed teh gesel je bila tudi postresnica, če se prav spomnimo, kot izraz iz najnovejše družboslovne govorice, izraža pa sodobno krizo iskanja in verjetje v resnico, ki temelji na dejstvih. Živimo namreč času, kot ste že prej rekli, ko je človek nezaupljiv do kakršnekoli resnice, ko se pogosto zdi, da je več resnic. In me zanima, kakšna je vloga filozofije v sodobnem času, s kakšnimi izzivi se sooča? Iz tega, kar smo že do sedaj povedali, to dosti jasno sledi. Mi se ne smemo in nimamo pravice odpovedati svojemu razumu, svoji pameti. Bog nam je dal razum in to je velik dar. Mi sicer največji je ljubezen še večja, ampak to se ne izključuje in človek se nima pravice enostavno z neke lenobnosti ali kakršnegakoli drugega udobja odpovedati tudi napornemu razmišljanju, tudi iskanju, kajti samo s tem ohranjamo svoje človeško dostojanstvo. Živimo v svetu, kjer se ljudje obračajo po vetru. Če človek ne razmišlja svojo glavo, svojo pametjo in zato si pa mora doseči neko intelektualno zrelost, neko sposobnost razmišljanja. Sposobnost razmišljanja pa zopet doseže tako, da svoje razmišljanje goji, vaja dela mojstra. Zato pa tudi potrebujemo nekatere pojme, nekatere izraze, ki nam pridejo prav, tako kako orodje, da z njimi dojamemo ali pa zajamemo stvarnost, ki je okoli nas. In mi se temu preprosto ne moramo odpovedati, oziroma če se temu odpovemo, potem se pač obračamo po vetru. Potem postanemo konformisti in oportunisti in pač trobimo tisto, kar trobijo vsi okoli nas, ampak s tem se odpovemo temeljnemu človekovemu dostojanstvu. Ni človekovega dostojanstva brez razumnosti. Ni samo razumnost, kot sem prej rekel, je še plemenitost, so še kreposti. Ampak tudi Aristotel, ki je prvi veliki mislec kreposti, pozna tudi dianoetične kreposti, pomeni kreposti, ki so kreposti potrebne za človekov razum. Človek ima dve vrsti kreposti. Kreposti, ko pravi etične, se pravi vedenske kreposti, plemenitost, velikodušnost, pripravljenost na odpuščanje, prijateljstvo in vse skupaj, se pravi medčloveške odnose, kreposti značaja, potem pa tudi kreposti razuma, ki človeku pomaga, da prav misli, da prav razmišlja, da ima pravi habitus. Kaj je krepost? Krepost je kondicija. Izpravim, krepost je
imeti neko krepost ali vrlino, se pravi biti toliko izvežban, biti toliko močan v tiste stvari, da ko se ti neka situacija, v kateri to krepost potrebuješ, da jo dejansko to krepost, to moč v sebi tudi imaš, da takrat pravilno narediš, pravilno reagiraš. Krepost je kakor kondicija za športnika. Neka, v tem primeru seveda ne telesna, ampak duhovna moč, da v določenem trenutku naredim tako, kako je prav in kot je treba in da tudi to zmožnost v sebi imam in da naredim tako, kako je treba. In temu se preprosto človek, če hoče ohraniti svoje človeško dostojanstvo, ne more odpovedati. Če pa se temu odpove, pa potem postane seveda lutka na gledališču, ki bo pač nitke vlekli tisti iz ozadja. Spoštovani obiskovalci, spoštovane obiskovalke, če se vam je med tem pojavila kakšna misel, kakšno vprašanje za avtorja, je zdaj priložnost, da vprašate. Sicer še moje vprašanje, delo je med bralci že od novembra, torej več kot pol leta, pa me zanima, dobivate kakšne odzive, kako so ga sprejeli uporabniki? No, nekateri odzivi so bili objavljeni, nič za kakšnega strokovne ocene še ni bilo. Kot sem rekel, verjetno tudi malo iz zadrege, zato ker noben ni pričakoval, da bo pač cerkven človek napisal en filozofski slovak. To je mišljeno, da pač, ker je pri nas pod vplivom tolikih ideologij je se kar nekako ugnezdilo prepričanje, da nekdo, ki je vernik, ne more biti razumen človek. To je ta ideologija ali ta predsodek, katerega sem tudi hotel s tem razbiti, praktično, ravno s tem, ker kot vernik, kot sem že prej omenil, nimam niti najmanjšega kompleksa pred tistimi, ki prisegajo na razum. In sem podobil nekaj, tudi od študentov, tudi recimo po elektronski pošti, od čisto neznanih študentov, ki so rekli, da pač težko pridejo do knjige, ker je ves čas v knjižnici zasedena in da jim zelo prav pride pri njihovem študiju. Morda zdaj kakšno vprašanje? S tem leksikonom ste gotovo imeli en lepo pogled v stanje filozofije sodobne in bi vas vprašal, kateri avtor vas je najbolj nagovoril v smislu, da lahko poda en ključ za razumevanje sodobne stvarnosti in zakaj? To je pa zelo težko vprašanje, mnogi me to sprašujejo, ampak moram reči, da jih je veliko, da ni samo eden. Bom kar povedal recimo nekatera imena, ki, torej, jaz sem fasciniran in presenečen nad starim Aristotelom. Odkot temu človeku? V 4. stoletju pred Kristusom, umrl je leta 322. Odkot njemu taka spoznanja? Ker recimo danes moderna filozofija odkriva na novo njegovo etiko vrednot. Etiko kreposti, hočem reči. Etiko kreposti. Govori o kreposti. In njegova Nikomahova etika je oblikovala evropsko etično zavest. Odkot njemu to? Torej, imamo v tem svetu nekatere svetle osebnosti, seveda mnogi presegajo tudi na Platona, ampak potem od, recimo, Kanta so nas učili tudi malo pod vplivom neokantizma pa modernega
modernega nezaupanja do filozofije in do metafizike, češ da je tisti, ki je sesul filozofsko dokazovanje vere v Boga. Sploh ni res. Kant je res. Kant ni crkveni oče, to se pravi, ni rečeno, da vse njegovo drži, ampak njegova osnovna poanta, ki je zelo jasna, je v tem, res je, da je mislil, da na osnovi razmišljanja o svetu ni mogoče priti do nekega znanstvenega, takega ali pa takega dokaza za Boga, kakor ga poznajo znanstveniki za znanstvene pojave. To od takrat vsi vemo. Ampak po drugi strani je pa ravno v svoji analizi človeške moralnosti in vi veste, da je Kant poleg Aristotela, to sta dva največja filozofa moralnosti človeške, etičnosti, da je ravno on ugotovil, da brez tako imenih postulatov, to pa pomeni nekih nujnih predpostavk, da je človek svoboden, da je duša neumrljiva in da je Bog, človek ne more biti smiselno etičen. To se pravi, je lahko etičen, samo ta njegova etika visi v zraku oziroma nima prave podpore, nima prave podlage. On mora domnevati, da te stvari so resnične, da potem tudi lahko smiselno in nekako dosledno ravna tudi moralno. To je kapitalno spoznanje, ki ga ima pri Kantu. Od teh modernih pa seveda so zelo zanimivi, vsekakor Judje, Levinas, še prej Buber, Levinas, Rosenzweig, ki ga zelo malo poznamo. Potem je pa seveda moderna filozofija je fenomenologija. Fenomenologija pomeni, da iz tega, kako jaz neko stvar doživljam v svoji zavesti, fenomen pomeni fenomen pojav v zavesti, ko se jaz zavedam neke stvari in jo doživljam, fenomeni so pojavi v zavesti ali doživetju, bi rekel doživljaji, bi rekel Weber. Iz analize tega jaz potem lahko odkrijem, kaj te stvari sploh so in kaj človeku pomenijo, in to je zelo bogato in neizčrpno področje raziskovanja in to še danes traja, tudi hermeneutična filozofija moderna. Moderna filozofija je, bi lahko rekel, se vedno bolj, še zadnji okop ali pa zadnja braniteljica človekove človečnosti. Če pa imamo tudi med filozofi ljudi, ki sprejemajo smrt človeka kot subjekta, se pravi, človek je samo živo bitje med živimi bitji in nima nobenega posebnega mesta, imamo tudi to smer. Ampak nikjer druge kot v filozofiji ne bomo našli spoznanj, razlogov, trditev, predvsem spoznanj in razlogov, zato da ohranjamo naš zahodni krščanski humanizem. Mi smo danes na tem, da moramo braniti dostojanstvo človeške osebe pred idejami, da je človek samo en nepomemben prašek v vesolju, ki ne pomeni nič več kot katerikoli drugi prašek na zemlji. Samo s filozofijo in samo z analizo človekove duševnosti in duhovnosti in človekove subjektivnosti, ki je nesporna, ki nam je najbližja, samo s pomočjo tega lahko branimo to temeljno vrednoto človekovega dostojanstva, ki je temelj naše krščanske, zahodne, evropske civilizacije in bo to še v prihodnosti kako pomembno. Danes nisva še nič rekla o naslovnici, ki je privlačna, ima pa tudi zanimivo vsebino. Nenazadnje ste to fotografijo sami posneli. Morda kakšno besedo še o njej? Da ne boste mislili, da sem jaz kakšen fotograf. To tudi slepa kura včasih zrno najde in to se je natanko meni zgodilo.
Bil sem pred leti z skupino Romarjev na otoku Cipru, ker na Cipru je bil doma apostol Barnaba, na Cipru je bil apostol Pavel med svojim prvim potovanjem in tako naprej. In smo bili tam in eno jutro nisem mogel spati, sem šel ven na balkon v hotelu in ravno vidim, da sonce vzhaja. In to je bilo v kraju, ki ima pa filozofsko ozadje, Kiti, nekdanji stari Kiti, kjer je bil doma Zenon iz Kitija, ki je bil ustanovitelj stoiške filozofije. No in je ravno sonce vzhajalo, in jaz sem šel po fotoaparat, pa sem kar nekaj pritiskal, pa je ratalo tole. Pa ni ravno neumno, pa se da interpretirati tako, da res, to pa res slepa kura tudi včasih zravno najde. Nisem jaz noben fotograf. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi imel še dve kratke vprašanje. Prvo glede jezika in terminologije. Vi ste poudaril pomen in sposobnost, ki ima slovenski jezik, da sam izrazi in posloveni vrsto filozofskih pojmov. Zanima me pa, ko gremo prav v tehnicizme, v katero smer ste se vi malo obrnil? Ste ohranil določene izraze, kot naprimer transcendentalno postulat, ali ste skušal tudi to posloveniti? Ker včasih imam jaz vtis, da ko se poslovenja določene tehnicizme, nastajajo tudi težave v razumevanju. Ne, vsega mislim, da ni nobene potrebe, da bi vse poslovenili, zato ker tudi drugi jeziki vsega ne posloveni. Pa po Nemčijo, tudi v nemščini boste imeli transcendentalno, bo vedno transcendentalno in ne more biti. Čeprav za transcendenco imamo lep slovenski izraz presežnost. Ampak transcendentalno, kar pa meni nekaj drugega, je pa, to pa bi težko poiskali, kaj bi se morali res čisto novo zmisliti, kar pa zopet nima pomena. To nima pomena, da mora biti neka komunikativnost, tako da mislim, da ni treba ravno siliti, pa izvajati nasilje nad jezikom, ampak je pa veliko izrazov, ki se jih pa da čisto brez težave najti ustrezne izraze tudi v slovenščini. V takem primeru pa ni nobenega razloga, da ne bi porabili to, ali pa včasih tudi malo neko stvar malo poiskali, ampak pretirano pa gotovo včasih malo izpade, malo smešno. Vse veste, so bile včasih kakšne šale na račun tega, kako so včasih Sloveniji ali pa kako so Hrvatili razne izraze, kravata, okovratnje do popak, pa tako naprej. Hvala. Še to drugo vprašanje pa, ki je malo bolj izziv. Ko gledam malo na slovenski filozofski prostor, vidim, da je zelo podvržen modam. Moj vtis je, da mislim, te filozofske smeri zelo hitro prehajajo z eno v drugo, tudi ker ni enega poznanja zgodovinskega, oziroma nimamo enega tkiva. V kakšni meri mislite, da eno tako delo lahko pripomore k temu, da se širi ena kultura misli, ki postavljene korenine in daje malo večjo stabilnost, predvsem tej težnji, da se vsi zaženejo v eno modo zadnjega filozofa in tako dalje, ampak večkrat ne razumejo niti, odkot prihajata razne misli. Ja, se popolnoma strinjam in to je tudi eden izmed razlogov, pa tudi ena izmed ambicij, ki sem jih imel pri pisanju tega, da pokažem, da je še marsikaj drugega na svetu, kot samo Derrida, pa Žižek, pa ne vem kdo še, pa Marx recimo, ali pa Freud. Kratka, je gotovo neke vrste, jaz bi skoraj rekel, da provincializem, neke pomanjkanje, neke globlje filozofske kulture in s tem leksikonom se je vse mečkano pokazano, da je filozofija ni od včeraj, pa tudi ne od Lakana in tehle modnih muh, ki so dostikrat zelo kratkega veka, in zato je pa to res ena,
ena bolezen mogoče modernega časa. Vsak bi rad filozofiral takoj, ne da bi dal nekaj, to kar rečemo v lepi slovenščini, darila skozi. To je nekaj podobnega kot pri glasbi. Vi sami veste, da ne moraš kaj tako sesti za harmonij, pa za klavir, pa kaj pritiskati tako, ko se ti zazdi. Ampak je treba najprej Bacha pošteno, pa Mozarta se namučiti in ure vaditi in osvojiti in tako naprej, da lahko te stvari, da začutiš so bogatstvo vsega tega. In imate veliko takih amaterjev, pa se bo tudi slikarstvo. Kdo pa se še danes ukvarja, da bo res obvladal anatomijo? Vsak bi nekaj čaral sem pa tja in bi že velika umetnost. A je to res velika umetnost? Vse veste, kako so stari veliki mojstri, koliko časa so porabili za študij anatomije, da so lahko, da so res obvladali in to ni mala stvar. In nekaj podobnega je tudi tukaj. Vsak bi bil pač filozof, tako da bi kar začel nekaj po svoje fantazirati, pač neke pojme skupaj skladati, pa ne ve, da so te stvari že mnogi pred njim premislili in da ni nobenega potrebe, da zdaj on odkriva toplo vodo na novo ali Ameriko na novo, ker je že odkrita, ampak naj najprej to usvoji, potem pa naj na plečih svojih predhodnikov gradi naprej, če je res tako inteligentni in tako genialni. Ne pa, da misli, da lahko naredi eno bližnjico mimo tega. Tako da to je en širši pojav, je pa po mojem čisto samo po sebi razumljivo, da neka solidna misel, trdna misel je samo tista, ki pozna, ki veliko pozna in potem na spoznanju predhodnikov, ki jih globoko ceni, ki jih tudi nima za bedake, za neozaveščene, ampak ki jih zna globoko ceniti, spoštovati in potem se s pridom lahko tudi uporabi njihova spoznanja za svojo lastno graditev naprej. Še kakšno vprašanje? Ja, torej bi rad vprašal, vse en del ste mi zdaj že odgovorili, ampak v zgodovini imamo en občutek, da je ogromno njih smeri, ki pa so se vendarle potem našle v eni skupni točki v nekaj zgodovinskih obdobjih. Zdaj iz tega vašega širokega znanja, mogoče biti malo preroški pa reči, mogoče lahko predvidevamo iz današnjih filozofskih smeri spet eno tako točko v prihodnosti, ali pa je mogoče to reči samo za nazaj. Pa še za založnico. Ja, stari Hegel bi rekel za nazaj. Minervina sova poleti, ko pade mrak. To je tisti znan izraz, mislim, da je iz filozofije prava. Poglej, filozofija je prava. Vsi prevajalci, angleški, francoski, bodo tudi, verjamem, italijanski, bodo Hegelov zelo znani tekst Grundlinien der Philosophie des Rechts, se pravi temeljne poteze, temeljne črte filozofije prava, prevedli prava. Mi imamo prevajalca, ki prevede pravica. Ne vem, če je res to pravica. Imamo včasih pri nas ljudi, ki hoče biti bolj pametni kot cel svet okoli nas. In to je tisto, kar mene včasih tudi res gre malo slabo. Mislim, mi zdi škoda. No in Hegel pravi, Minervina sova, ki je podoba filozofije, poleti, ko pade mrak, se pravi, ko so dogodki, so se že zgodili. Se pravi, filozofija ni prerokinja, ki bi napovedovala, ampak ki osmišlja in osvetljuje dan, ki je že menil, ko je mrak že padel in se le razmišlja o tem kot neke vrste večerna molitev, kaj je v tem času doživela, kam stvari gredo. Tako da jaz pač upam, upam,
da bo tudi v prihodnosti med filozofi dovolj močna, ker bodo gotovo še marsikatera druge smeri, dovolj močna tisto, kar pomeni večno filozofijo od začetka do danes, in to pa je dostojanstvo človeške osebe. Dostojanstvo človeške osebe kot subjekta, kot svobodnega, odgovornega, razumnega človeka, ki je odgovoren za srečo samega sebe, svojega okolja, drugih ljudi in celega vesolja. Hotel sem se samo založbo vprašati, če bodo gesla oziroma ta slovar kdaj dostopen tudi na internetu, v kakšni dobri platformi. To vam natančno za zdaj še ne moremo odgovoriti, se pa nekako dogovarjamo, da bi tudi ta dodatek, ki ga pripravlja gospod Stres, da bi nekako v tej obliki išel, torej da bi zadeva bila živa in tudi na ta način dostopna.